Danes govorimo o monografiji z naslovom Psihologija prilagajanja novi realnosti. In če najprej povem svoje doživljanje te knjige, redko kdaj me kakšna monografija potegne tako noter, da vidim toliko uporabnih stvari, kot sem jo videla v tej monografiji. In najprej bi želela izraziti iskrene čestitke Darja vam za to odlično delo in vsem sodelujočim. Zanima pa me, kako vam je sploh uspelo tako hitro skočiti v odziv, v raziskovalni odziv na dogajanje v družbi, kar je preredka situacija v našem akademskem okolju, bi rekla. Ja, najprej hvala lepa za čestitke in seveda za čudovito recenzijo, ki ste jo napisali pred izidom seveda te monografije. Ja, res je, znanost včasih, bi lahko rekli, kar malce caplja za aktualnimi pogledi, za aktualno problematiko, za družbenimi spremembami. In danes pravzaprav živimo v času, ko so te spremembe naša stalnica in tudi znanost, katerakoli znanost, ne samo psihologija, se mora odzivati adekvatno in hitro na te družbene spremembe, če hočeš seveda razlagati te spremembe. No, v bistvu naše delo, skupno delo, ki moram povedati, gre za monografijo, ki smo jo napisali skupaj s študenti, podiplomskimi študenti znotraj predmeta diferencialna psihologija. In zadeva je kar nastajala ne tako hitro, pravzaprav sama sem se lotila idejne zasnove poleti leta 2020, in potem je sama monografija izšla letos poleti, se pravi, vse skupaj trajalo dve leti, še skoraj da malce več. Ja. Naslov je Psihologijo prilagajanja novi realnosti, pa ne zastavim vprašanje, kako pa je naša nova realnost z vidika psiholoških izzivov in katere so tiste strategije, ki jih vi osebno doživljate in zaznavate kot najbolj učinkovite. Imate uvid in znanstveno-raziskovalnega vidika in z vidika tega, kar se dogaja v naši družbi. Ja, naj povem, da sem kar nekaj časa razmišljala, kako bi naslovila pravzaprav to monografijo, da bi res zajela to, kar smo s študenti želeli raziskovati in da ne bi bila, pravzaprav, da naslov ne bi bil pust, kot so dostikrat naslovi znanstvenih monografij pusti in ne dosežejo širše strokovne publike, ki bi jo sicer lahko. Med drugim predavam tudi izbirni predmet Psihologija vsakdanjega življenja, kjer je pa fokus ravno na pojmu prilagajanja. Izhajamo nekako iz tega, da je bistvo, cilj vsakega človeškega bivanja pravzaprav v tem, da se zna učinkovito, dobro, uspešno prilagoditi na dano realnost. Ker kdor se ne zmore adaptirati na tukaj in zdaj, doživlja stisko. In izhajamo pač iz tega. In seveda COVID, vsa zadeva, ki se je peljala zraven, od karanten, bolezni in tako dalje, COVID je dejansko sprožil novo realnost. In ljudje smo se morali, hočeš nočet, začeti prilagajati. Eni boljše, drugi slabše. In lahko bi rekli, izidi so tako z psihološkega vidika še danes pravzaprav puščajo pri določenemu segmentu ljudi neke psihološke posledice v smislu stisk, tesnobe, občutkov osamljenosti tudi in tako naprej. Kot samo opažam tudi pri študentih, recimo na Akademiji za glasbo, se mi zdi, da je to pandemično obdobje pravzaprav naplavilo na površje vse tisto, kar je nekje gorelo in tlelo v
predvsem v mladini, ne, jaz lahko to iz te prve izkušnje povem, in kot da bi zdaj vse skupaj prišlo na površje in kot da mladi niso dovolj opremljeni, kako svojo odpornost prebuditi v takšnih izzivih, ki jih današnji svet ni ponujal do te točke. Res je, to se je izkazalo tudi skozi to monografijo. V celoti smo imeli več kot 3000 udeležencev, smo povabili iz Slovenije, k sodelovanju v različnih raziskavah, različno stare. Res je, da je bil večji fokus, večja koncentracija na mladih na prehodu v odraslost, specifično študentska populacija. Čeprav smo zajeli tudi starejše od 65 let in tako naprej. Tako da smo pravzaprav pokrili kar celo odraslo obdobje, bi lahko rekli, od 18. leta naprej. In zanimivo, žal se je izkazalo, da je najbolj rizična skupina prav so mladi na prehodu v odraslost. Tam okrog 20-23 let povprečne starosti dejansko se je izkazalo, da so v času covida doživljali največ tesnobe, največ potrtosti in tudi osamljenosti. Recimo v primerjavi s starejšo populacijo, starejšo skupino, ki so doživljali več osamljenosti starejših. To je bilo prav tako opaziti. Več osamljenosti je pri mlajših bilo več tesnobe in več potrtosti. Zdaj, recimo, če kar povem en tak podatek, rezultat, ki smo ga dobili, mi nismo šli v klinično raziskovanje, neke depresivnosti in tako naprej. To so bili pač podatki pobrani, bom rekla, iz vsakdanjega življenja, in se nismo šli nobene diagnostike in tako naprej. Ampak uporabili smo nekatere veljavne, dobre merske pripomočke, ki merijo depresivnostno, potrtnostno naravnanost in tako naprej. In kaj smo ugotovili? Pazite, celo, da se ne bom kaj zmotila, tesnobnost je bila prisotna v obliki hude tesnobnosti in zmerno hude tesnobnosti pri študentih, kar 35%, kar je ogromno. Jaz sem bila čisto fascinirana nad tem. Sama potrtost, ki meji pa na neke vrste, bom rekla, težnje depresivnosti, je bila pa kar 25%. Zmerno huda in huda. To, mislim, takih rezultatov nismo dobili še nikoli. Jaz bi rekla, da pravzaprav lahko govorimo o postkoronskem stresnem sindromu, ker se posamezniki, sploh mladi, odzivajo na lastno doživljanje situacije kot na neke vrste travmo, ki rezultira pogostokrat v tem, da so se začeli spraševati o tem, kaj je sploh smisel. Ja, to je zelo pomembno vprašanje, smisel življenja, občutek, kaj pravzaprav hočem, kam gre moje življenje. To so vse vprašanja, ki si jih seveda zastavljamo, ko smo mladi, in današnji mladi so ob vseh teh dogajanjih, recimo, če kar povem, naprimer doba interneta, spletna socialna omrežja in tako naprej, to nima samo pozitivnih učinkov, ampak ima veliko tudi negativnih učinkov. Zgleda, da je ta kombinacija koronavirusa in te pospešene rabe socialnih omrežij pravzaprav eno čudno situacijo naplavila, nekih tesnob, nekih stisk in tako naprej. Čeprav moram pa tako povedati, pa to recimo, da tisti ljudje, ki so pa manj uporabljali socialna omrežja, to se je izkazalo, so pa nižje stopnje osamljenosti izkazovali, kar je pa spet en fenomen. Ampak mogoče je to povezano z starostjo, se pravi, da so starejši v bistvu izkazovali manj osamljenosti, če niso uporabljali socialnih omrežij. Se pravi, zgleda, da je vendarle nekaterim skupinam
nekaterim posameznikom so socialna omrežja vendarle omogočala nek kontakt z drugimi. Ne? Tako da tukaj ne smemo biti samo tako črno-beli, ko govorimo o tem. Ja. Se vam zdi, da v današnjem svetu znanost lahko dovolj vpliva na dogajanje v družbi? Pa če konkretno govoriva o vaši monografiji, se mi zdi, kje je korak naprej? Mislim, da smo v akademskem prostoru zelo močni v odkrivanje fenomenov, včasih nam pa morda zmanjka korak naprej. Strateško načrtovanje, kako lahko na podlagi določenih izsledkov dovolj hitro pridemo do odziva za dobrobit družbe. Ja, to je res. Zdaj, mogoče smo malo sami raziskovalci, znanstveniki, nerodni v tej samopromociji, ne znamo se dobro promovirati sebe. Ne? In tako dogodek, kot je danes, na primer, je lepa priložnost, da lahko pač spregovorimo pravzaprav. Ne? Tako da verjetno, bom rekla, bi bilo potrebno v družbi več osveščati o znanstvenih odkritjih, več posvečati pravzaprav pogovorov o znanosti, tudi med mladimi. Še danes imajo, recimo, veliko mladih ima predstavo o znanstvenikih kot nekih raztresenih, kar ni danes, recimo, starejših, moških, bradatih in tako naprej, ne? Kar je seveda napačno. Tako da in družba in mi sami znanstveniki bi morali več spregovoriti. Tako da, ja. Še ena odlika te monografije je ravno sodelovanje s študenti. In se mi zdi privabljanje mlade generacije v živi raziskovalni svet, da je motivacijsko za njih, za profesorje in tudi za širšo javnost. Zato, ker mladi govorijo naokrog, uporabljajo več družbena omrežja in tako se to živo znanje seli naokrog. Kako ste vi sami doživljali delo študenti v tem velikem procesu, ki zahteva strani mentorja, urednika ogromno angažmaja in strukturiranosti in kako so doživljali na drugi strani ta proces študenti. Pa me zanima z vidika navdiha na obeh stranih in poglejmo tudi z vidika morda tistih malo bolj senčnih plati, kaj pa so bili izzivi, ki so se v tem procesu pojavljali. Ja, veliko je bilo izzivov, predvsem so bili seveda pozitivni izidi. Pri predmetu diferencialna psihologija nekako skušam vsako leto, če se le da, ponujati neke nove, aktualne teme v razmislek, ker govorimo pravzaprav o individualnih in medskupinskih psiholoških razlikah. Ne? In tema, znašli smo se v nekem naravnem eksperimentu. Ne? In resnično sem želela s študenti to izkoristiti, ta čas. Bili smo nadaljavo, vsak iz svoje delovne sobe ali kjerkoli že smo se srečevali na Zoomu. No, in ponudila sem jim že takoj prvi teden možnost, da bi pač tisto leto pač izvedli seminar na temo individualnih in medskupinskih psiholoških razlik v odnosu do COVID-19 in da bi to bil pač del njihove seminarske naloge. Na kar se je spodbujala sem jih k aktivnemu raziskovanju, se pravi v smislu empiričnega raziskovanja in bom rekla, to seminarsko nalogo so opravili vsi, vsak svoj del, ampak 6 je bilo pa takih, recimo, ki so pa res izstopale, tako po svoji odličnosti, izvirnosti, znanstvenosti in tudi motivacije strani teh avtorjev, da sem jim potem predlagala, da v bistvu bi to nalogo oziroma te raziskave skušali objaviti v taki zbirki v smislu
monografije. Tako da smo dejansko delali aktivno od 1. oktobra pa do konca meseca maja, praktično celo študijsko leto, potem čez poletje smo pilili, stilno in tako naprej, potem se je pa septembra po moje delo začelo, ki je trajalo nekje do, maja meseca naslednje leto. Tako. Najbolj navdihujoče? Najbolj navdihujoče je bilo to, da sem lahko v bistvu spremljala ta motivacijski zagon pravzaprav nekaterih študentov. Veste, ker moram kar pohvaliti te študenti na drugi stopnji so že zelo formirani psihologi. Naša univerza v Ljubljani, naš oddelek za psihologijo jih zelo dobro izobrazi že do konca prve stopnje. In ko so vstopili v raziskovanja za to nalogo, sem bila prijetno, navdahnjena z njihovim metodološkim znanjem, recimo, z njihovim konceptualnim znanjem in tako naprej. Tako da moram reči, da mi je bilo resnično v užitek in zadovoljstvo v bistvu delati s to mlado populacijo. Morda kakšen izziv, frustracija? Ja, torej, čez poletje sem jaz to prebirala, te naše izdelke in tako naprej, potem je pa sledila v bistvu zasnova na celotne monografije, kako zdaj peljati neko zgodbo, neko rdečo nit, in sem potem dolgo časa premetavala ta poglavja in levo, desno, da sem potem speljala v bistvu tem, da začnemo z čustvi in osebnostjo, se pravi neko analizo stanja, ki se je takrat dogajalo, potem gremo na neke strategije, recimo spoprijemanja s stresom, in zadnje poglavje, ki mi je bilo pa tudi zelo velik izziv, je bilo pa sem se pa želela v bistvu poglobiti pa v to takrat prav v nebo vpijočo polarizacijo med ljudmi glede cepljenja. Ena taka živčno stanje je bilo takrat se je odvijalo v Sloveniji, pa ne samo v Sloveniji, povsod po svetu je pokazala potem ta raziskava, kjer je prišlo do velike polarizacije med temi, ki so zagovarjali cepljenje in med temi, ki nikakor niso bili za cepljenje. To je bil tak zelo zanimiv izziv, v bistvu, sploh to zadnje tudi. Tako da ja, potem je bilo pa piljenje tekstov, treba je bilo res za vsako besedo stati, biti res, ker sem bila jaz podpisana zraven, ne moreš to kar tako. In to je bilo res zelo, zelo, zelo veliko dela, mesece dela pravzaprav, intenzivnega, vsakodnevnega dela. Ja, in to je zaznati tudi v branju te monografije, da rdeča nit res teče. Celoten vsebinski potek se gradi in všeč mi je kot bralki, da v začetku se naredi tudi neka čustveno-motivacijska osnova, ki bralca pritegne in te potem vodi vse do konca, kjer je pa precej resna tema. Vse ostalo, tudi samo mogoče ta čustven vhod omogoči, da te tako motivira, da te kar vleče v branje naprej. Me veseli, da ste imeli tak vtis, da vas je pritegnilo. No, zdaj pa, če bi mogla izpostaviti eno poglavje, ki je vam osebno najbolj zanimivo, vem, da je to za nekoga, ki je vpet v ta celoten raziskovalni proces, zelo težko. Skoraj tako, kot pri otrocih izbrati eno stvar, enega otroka, ki ti je bolj ljub. In verjamem, da je tudi vam težko se odločiti, ampak morda eno poglavje, ki vam čisto osebno najbolj resonira. Ja, res je, kar pravite. Zelo težko bi izluščila in rekla samo to. Recimo, zelo me je impresioniralo, negativno presenetilo, so mi te podatki o tej potrtosti in tesnobnosti med mladimi na prehodu v odraslost, študijsko populacijo, recimo. Tega vendarle moram priznati, nisem pričakovala v taki meri.
da se bo to izkazalo. Osebno mi je pa tako zelo, sem se potopila pa v to zadnje poglavje, kjer sem pa naredila tako sistematični pregled v bistvu literature po nekih znanstvenih korakih, v bistvu prizme, kot jih pravimo, in sem analizirala pravzaprav vse dostopne preko digitalne knjižnice in teh baz, PsycInfo in tako naprej, analizirala vse možne članke, ki so govorili na temo cepljenja in stališč do cepljenja. Ker me je zelo zanimalo zanimalo me je psihološko ozadje neke take polarizacije, ki se je začela kazati in ki je bruhnila ravno s tem anticepilstvom, recimo takrat v tistem obdobju. In seveda, ko danes gledam za nazaj, pravzaprav bi lahko rekla, da se nek tak profil v bistvu kar nekako kaže tudi pri drugih vprašanjih, recimo takih aktualnih političnih vprašanjih v demokratičnih družbah. Tako da tako bom rekla, kakorkoli si že mislimo pro ali kontra, vendar je pozitivno to, da obstaja debata, da ljudje diskutirajo, da lahko izrazijo svoje mnenja, ker to nakazuje, da živimo v demokratični družbi konec koncev. Morda se mi zdi, da je ravno komunikacija tista, kjer je bilo najbolj spolzko polje. Ker ko je človek ogrožen, ko deluje iz strahu, začne delovati iz lastnih obrambnih vzvodov. In v takih obrambnih vzvodih je pogosta reakcija tudi agresivnost nasproti drugače mislečim. In sama pogostokrat študentom dajem kot izziv za razmislek številko 9 narišem in rečem, poglejte, z tele strani, katero številko vidite, in rečejo 6. Rečem, kaj pa z te strani? 9. Rečem, poglejte, sodobna družba nas uči, da ni napačnega ali pravilnega, ampak gre zgolj za stvar perspektive. Ali smo dovolj zreli v tej družbi za komunikacijo v prihodnosti? To je pa zelo tako holistično vprašanje. Ja, res je zelo pomembno vprašanje, ki sem ga skušala nekako nasloviti tudi v tej monografiji, zlasti, pa ne samo skozi zadnje, ampak nekako kompenzirala se pa skozi zadnje poglavja. Kajti za okvir pravzaprav nekega tega holističnega pogleda sem vzela pravzaprav to agendo trajnostnega razvoja, ki jo je leta 2015 napisala in zapisala Organizacija Združenih narodov, ki si je zadala, da bi do leta 2030 uresničili 17 tako imenovanih trajnostnih ciljev. In za blaginjo v bistvu vseh, pravzaprav to je zelo tak ambiciozen načrt za blaginjo ljudi, za blaginjo planeta, skratka, celokupno. In jaz sem šla potem gledati, kateri od teh ciljev, pravzaprav, ki jih ta agenda navaja, pravzaprav sovpadajo ali pa bi lahko korelirali z temi izsledki in ugotovitvami iz te naše monografije. In zanimivo je nekaj, recimo konkretno se je pokazalo, da so tukaj ženske še vedno nekako nimajo ne dobijo tistega ustreznega mesta v družbi, kot ga zaslužijo. Zaradi tega, ker recimo en izmed ciljev, opolnomočiti ženske in dekleta, kaj se je izkazalo skozi to sistematično raziskavo. Povsod po svetu so bile ženske manj naklonjene cepljenju. Se pravi,
niso bile dovolj osveščene, a so bile, ne vemo kaj, ampak povsod se je kazalo, moški so bolj nekako sprejemali, zaupali v znanost, sprejemali ta priporočila in tako naprej. Se pravi, izgleda, sploh v manj razvitem svetu, se je ta opolnomočenost žensk v bistvu še ni na tem mestu, kot bi mogla biti. Morda to dognanje jaz opažam z drugega vidika, da so moški bolj naklonjeni, še vedno bolj v skladu s tem materialističnim vidikom, torej tudi s pogledom na zdravje, na mehanicistični princip. Ženska vedno vidi širšo sliko in morda lažje upošteva tudi, kaj se bo zgodilo, psihološki vidik. Jaz pa to, o čemer ste govorili, vidim z tega vidika. No, jaz ne, recimo. Zanimivo, kako vidimo lahko eno stvar popolnoma z druge perspektive. Ja, zanimivo. Ne, sploh nisem razmišljala v tej smeri nikoli, da bi recimo v tej smeri, da bi ženska širše gledala na stvari kot moški. Se mi zdi, da se pravzaprav med spoloma manj razlikujemo, kot so recimo kazali neki predsodki, neki stereotipi in tako naprej. Recimo, že te sodobne nevroznanstvene raziskave kažejo dimorfizem, ta spolni dimorfizem v možganih, da pravzaprav so možgani žensk in moških obeh spolov. Recimo, tako da nekako tudi zdaj, letos recimo pri predmetu diferencialna psihologija, ker me tudi ta element me intrigiral, ki ste ga vi zdaj izpostavili, in ta rezultat, ženske, moški v nalogi, me intrigiral. Pa še nekaj, kar bom potem povedala, v bistvu me je spodbudilo, da letos delamo v bistvu na tem seminarju pa tematiko raznolikih spolnih identitet. Odlično. Namreč, kaj me tudi spodbudilo skozi to nalogo? Skoraj prijokale so do mene po Zoomu, študentke v eni skupini, češ, da so pač že te vprašalnike razdelile in tako naprej in da jih je zanimal biološki spol. Jaz takrat nisem nič nasprotovala temu, da se ta dikcija moški-ženska, na kar so dobile en tak mail osebe, ki se je definirala kot nebinarna oseba in nas je vse skupaj tako poučila pravzaprav, kako je treba raziskovati, pristopiti raziskovalno in od takrat naprej sem vedno pozorna na raziskave psihološke, ali vključujejo tudi nebinarnost oziroma drugo, ali ne. In ne boste verjeli, redke so, ki vključujejo v svetovnem smislu, še vedno redke. V tej nalogi, v tej monografiji praktično boste vedno videli, so drugo, in vedno tudi ta drugi. Ampak, kaj je pa zdaj naslednja zadeva, ki je problematična? Teh oseb je malo. Recimo, mi smo jih v eni raziskavi celo 7 dobili, kar je zelo veliko. Ampak to, kaj pomeni zdaj metodološko, metodolog bo rekel, ne, van, tega, ker so premajhno število, hvarijo rezultati ne bodo merodajni in tako naprej. Tako da vedno tudi tukaj en tak, predvsem pa metodološki izziv, kako v bistvu zajeti tudi to skupino oseb, ki je zelo raznolika, da se razumemo, to drugo je res samo drugo, je marsikaj, zdaj vidimo tudi skozi ta letošnji seminar, ampak kako to metodološko pravzaprav zajeta, da bi bili res vsi spoli enako zastopani v raziskavah. Ja, to mi je zelo zanimivo, ker tudi sama opažam v raziskavah, tudi na področju psihologije, glasbe, sploh, ker je androginosti več, da je treba zelo jasno umeščati spol in to je res en korak, ki ga zdaj moramo udejanjati v znanstveno-raziskovalnem svetu. Sem pa želela, zdaj me je moj zanos odnesel drugam.
Moje vprašanje bi bilo vezano zdaj morda na ta drugi sklop, ki se nanaša na stres pa strategije spoprijemanja s pandemijo. In kar mi je bilo zanimivo, mi je bil koncept sočutja. Ker se mi zdi, da če človek ne razvije sočutje do sebe, bo težko razvil tudi ustrezne, celostne strategije za spoprijemanje s sodobnimi izzivi življenja. Res je, to se zelo strinjam z vami, tudi vse raziskave nekako, psihološke kažejo na ta fenomen, tiste, ki ga raziskujejo. To je v bistvu tako razmeroma nov fenomen v psihologiji, čeprav obstaja že odkar obstaja človek, bomo rekli. Ampak tako, da se res izpostavlja tudi skozi psihoterapijo in tako naprej, je to relativno novost, pravzaprav, ki pa je zelo pomembna. Res je in tako bom rekla, dejansko posamezniki, osebe, ki razvijajo to sočutje do sebe, to prijaznost do sebe, to tolerantnost do sebe, ta pozitivni notranji govor, ne pa nek prepira samim seboj, zmerjanje samega sebe, češ kako trapast sem, kako neumen sem. To, ne, tisti, ki razvijajo ta pozitivni, bom rekla, samogovor in pozitiven odnos do sebe, se tudi učinkoviteje spoprijemajo s stresom. To je definitivno. Raziskave kažejo tudi to, da so moški, spet imamo to spolno distinkcijo, nekoliko boljši v sočutju kakor ženske. To je en tak zanimiv podatek, ki ga ne bi pričakoval. Ja. Kot da smo ženske preveč ali pa bolj kritične do samih sebe, kot so moški. Zdaj v naši raziskavi, nismo imeli tukaj eno specifično skupino v naši raziskavi, v bistvu tu so bili starši otrok s posebnimi potrebami in starši otrok brez diagnosticiranih, odkritih posebnih potreb in nas je zanimalo v bistvu, če pride tukaj kaj do razlik v doživljanju stresa, zaznavanju stresa, pa v sočutju do sebe in ugotovili smo, da starši otrok s posebnimi potrebami so v času covida doživljali več stresa, na kar so opozarjali že sami starši že v tistem času, ustrezne inštitucije so na to opozarjale, šole recimo, ker preprosto so kar zaprli vse te zavode in tako naprej, centre, je bilo res hudo. Kar se pa tiče sočutja do sebe, pa nismo našli razlik. Niti po spolu, niti po v bistvu strukturi družine. Tako da tukaj v tej naši specifični populaciji do tega ni prišlo. Ravno to mi je zanimivo, kar ste omenila, da ne glede na to, kako močno se je opozarjalo na probleme, psihološke probleme že v času pandemije, je bil občutek, kot da je telesni vidik, telesno zdravje tisto, ki vodi vse skupaj. In zdaj, ko je ta situacija za nami, se mi zdi, kot da žanimo vse tisto, kar nismo ustrezno nagovorili v času pandemične krize. Se bojim, da res. Dejansko. Še ena velika razlika je recimo med časom, ko je pač vzniknila ta pandemija, pa današnjim časom, ko je še vedno veliko koronavirusa, daleč od tega, da bi kakorkoli se to bistveno zmanjšalo. Nekaj je res, smrtnosti je bistveno manj, verjetno gre za pač blažje oblike in tako naprej. Ampak takrat, ko se je ta virus pojavil, takrat dejansko ljudje nismo vedeli, kaj je. So se upravičeno bali. Ljudje so umirali zaradi tega. In nihče ni vedel, kam to vodi. Niti medicina ni vedela. In je nekaj naravno, skoraj da bi rekla, logično bilo, da smo se
zbali za svoje življenje. Ne? Zato je bil mogoče ta prvi fokus seveda bolj v telo usmerjen, v fizično zdravje, ne? Pri čemer smo pa kar nekako pozabili in pozabljali in na koncu res v bistvu pozabili na ta psihološki vidik zdravja, ne? Ki se zdaj še kaže, ne? Posledice so še vidne, ne? Zlasti na teh mladih na prehodu v odraslost, na študentski populaciji in tako naprej. In zadnji čas bi bil, da se začnemo o tem resno pogovarjati s to refleksijo, ki jo imamo zdaj, ne, iz te pozicije, kaj lahko pa tukaj in zdaj, od sedaj naprej naredimo, da bo vsem pravzaprav lažje. Ja, tukaj, zdaj sem se spomnila tistega vprašanja, ki ga je prej odneslo drugam. Metodološko vprašanje je. Še vedno se mi zdi, da v znanstvenih okoljih kvantitativne raziskave veljajo več kot kvalitativne. S tem, da sama opažam, da v kvantitativnih raziskavah lahko marsikaj številkami tudi priredimo, in da šele kombinacija s tem kvalitativnim uvidom, z globokim kopanjem v raziskovalni fenomen, lahko pridemo pogosto do boljše esence raziskovalnega problema, kot če tudi zelo velike vzorce uporabimo, ampak gremo v širino namesto v globino. Ja, res je, to je res. Svetovno raziskovanje je tako naravnano še vedno, ne, da če nimaš vsaj 500 udeležencev, praktično se lahko obrišeš pod nosom, sploh da kandidiraš za kakšno objavo, kakšno svetovno znanje revije. Ne. Pa še to, ne, kvantitativne raziskave celo so bolj objavljive, so tiste, ne, ki so, bom rekla, longitudinalne, ne, kjer gre za večkratno merjenje nekega pojava in tako naprej. Tako da kvalitativne res še vedno v bistvu capljajo po krivici, tukaj se pa globoko se strinjam z vami, po krivici capljajo za temi rigoroznimi metodološkimi prijemi, kar je mogoče spodbudno je to, da se čedalje več revij znanstvenih odloča in priporoča mešane metode. In tukaj jaz vidim eno tako, bom rekla, tudi sama vidim neko prihodnost v raziskovanju, da ni samo številčno, faktografsko pravzaprav vse predstavljeno in interpretirano z tega vidika, ali je ta koeficient tak ali drugačen in tako naprej, ampak da se pogleda tudi skozi kvalitativno vsebino. Prihaja pa koncu počasi in rada imam vprašanja izven okvirov. In naj bo zadnje vprašanje malo izven okvirov, ker mislim, da današnji čas od nas zahteva in pričakuje, da smo zelo prilagodljivi, zelo odprti, ker sicer ne bomo uspeli narediti ustreznega koraka naprej. Tako da številni avtorji, ki stopajo v korak z novo raziskovalno paradigmo, ki ruši meje poznanega, kot naprimer dr. Bruce Lipton, Nassim Haramein, Greg Braden in številni drugi, opozarjajo, da znanost brez duhovnosti ne bo preživela. Kajti že kot je dejal Einstein, problemov ne moremo rešiti z enakim razmišljanjem, ki smo ga uporabili, ko smo problem ustvarili. Kaj z vidika naših osebnostnih značilnosti potrebujemo ljudje, da bomo končno naredili preboj iz umsko programiranih vzorcev našega bivanja? Namreč zdi se mi, kot da še vedno ljudje delujemo na zelo behavioristični ravni, dražljaje reakcija in se niti ne zavedamo, kaj vodi naše ravnanje. In pandemija je bila neka možnost vida vase in možnost preboja zasidranih vzorcev, zasidranih programov. Ali smo naredili korak naprej?
večplastno vprašanje. Zelo večplastno. Tako da ne vem, če bom uspela odgovoriti na tako, verjetno bi rabili eno monografijo še, da ga skupaj nova ideja pisati. Ampak tako, za konec bi mogoče rekla, kar nekako, da se kaže pravzaprav, sploh ko študiramo vse te fenomene in tako, ena taka rdeča nit v vseh teh raziskavah. Pravzaprav, da in tudi tukaj v COVID-u, kaj se mi zdi, da nam je zmanjkalo. Tako kot ste tudi sami že prej rekli, zmanjkala nam je ta komunikacija medsebojna. Zmanjkal nam je ta medsebojni odnos, ki ni nujno samo fizični odnos, tukaj se je lepo pokazalo, ampak gre na odnos na neki simbolni, imaginarni ravni pravzaprav. Gre za neko toplino, ki si jo izkazujemo drugemu. In dejansko bi tako rekla, da ne nam bo en tak produkt, ta COVID, da se ljudje začnemo zavedati tega, da nismo sami na svetu, da ni vsak posameznik sam na svetu in da ni nek izoliran individuum, ki skrbi za svoje potrebe, in tako bom rekla, če se malo kritično izrazim, neoliberalistično udejanja svoje podjetniško delovanje, ampak bomo zadovoljni, srečni in živeli v nekem blagostanju, šele takrat, ko bomo znali prisluhniti drug drugemu in ko bomo znali stopiti z drug drugim. Se pravi, to pa pomeni tudi skrb za drugega, altruizem, sodelovanje, netekmovanje, pomoč drug drugemu. Tukaj jaz vidim to prihodnost. Imam še eno vprašanje. Vizija sodobne znanosti. Vizija sodobne znanosti. Ja, spet bomo rekli, težko je na tako holistično vizijo narediti, ker tudi ti avtori, ki ste jih našteli, zlasti ta prvi biolog, recimo, meni je zelo zanimivo, kako je on to epigenetiko nekako osmislil, kako pravzaprav okolje vpliva skozi naše celične membrane in okolje spreminja naš DNK, ne obratno, v bistvu, da naš DNK nas vodi k delovanju in tako naprej. Tako da tukaj, bom rekla, lahko gledamo z tega genetsko-okoljskega vidika, lahko gledamo z tega trajnostnega vidika, se pravi te skrbi za blagostanje, za planet in tako naprej. Tako da, jaz mislim, da absolutno bo edina smiselna znanost, tista znanost, ki bo delala za človeka. Hvala lepa. Meni je bil ta pogovor velik navdih in hvala za to odlično delo, ki ga priporočam vsem bralcem, ne samo v znanstveno-raziskovalni stroki. Napisano je tako, da marsikatere zanimive stvari lahko tudi laični bralec pobere ven. Najlepša hvala, me zelo veseli. Hvala.